Pred 10 leti na današnji dan so tanki vozili po turških ulicah, lovci so preletavali Ankaro in del vojske je poskušal strmoglaviti predsednika Erdogana. Več kot 250 ljudi je bilo ubitih, preden je državni udar propadel. Ankara je zato okrivila mrežo v ZDA živečega klerika Fethullaha Gulena, ki je zanikal kakršnokoli vlogo. Erdogan je neuspešni državni udar izkoristil za čistko v vojski, sodstvu in javni upravi, nato pa je pod predsedništvom še bolj centraliziral oblast. Vojska morda ne ogroža več izvoljene vlade, vendar kritiki pravijo, da so bili tudi demokratični mehanizmi nadzora nad Erdoganom močno oslabljeni. Za nadaljno razpravo se nam zdaj pridružuje Sinan Gidi, višji sodelavec za Turčijo pri Fundaciji za obrambo demokraciji. Sinan, hvala, da ste z nami na I24 News English. Erdogan danes pravi, da je 15. julij rešil turško demokracijo. Če pa pogledamo, kaj se je zgodilo v zadnjih 10 letih, ali je bil to dejansko trenutek, ko je lahko zbral veliko več moči v svojih rokah? Prav, ja, med poskusom državnega udara ga je imenoval za božji dar. In mislim, da je dobro poudariti, da je Gulenovo gibanje oziroma Fethullah Gulen, ki ga obtožuje za poskus državnega udara, bil pravzaprav Erdoganov zaveznik skoraj do tistega trenutka. Zelo zanimivo je, da mislim, da je državni udar izkoristil kot izgovor, da je še bolj zatrl kritike in nasprotnike. In kar je vredno poudariti, je tudi to, da je državni udar izkoristil za širjenje pripovedi o močno protiameriškem razpoloženju. Preprosto zato, ker je poleg Fethullaha Gulena, ki ga krivi za državni udar, zato okrivil tudi Združene države Amerike in dejal, da so bile sokrive. Vidimo, da turški mediji, tako televizijski kot tiskani, tudi v zadnjih nekaj dneh in mesecih širijo to pripoved. Vendar mora biti jasno, kolikor je Gulen odgovoren ali delno odgovoren za ta državni udar, saj vlada nikoli ni razkrila dokazov za to, je bil Erdogan nekoč njegov zelo tesen zaveznik. Z Gulenom je Erdogan več kot desetletje razgrajeval in razstavljal demokratične tradicije ter strukture vladanja v Turčiji. In ko sta se Gulen in Erdogan razšla, sta se dejansko spopadla. Poskus državnega udara je bil Gulenov poskus, da bi odstranil Erdogana. Erdogan je na koncu zmagal. Omenili ste to močno izjavo Erdogana, ki je poskus državnega udara označil za božji dar. Nekateri analitiki namigujejo, da bi lahko bil na nek način vpleten, da bi upravičil politično in vojaško čistko, ki je sledila. Ali obstajajo kakšni dokazi, ki to podpirajo? Mislim, da jih nisem videl, ker, poglejte, vlada je v bistvu išla kot zmagovalka iz državnega udara. Ne želijo pravzaprav prati svojega umazanega perila v javnosti. Kar se tiče obsega, v katerem, veste, te teorije, ki krožijo, namigujejo, da je bil Erdogan seznanjen s poskusom državnega udara in da je pustil, da se stvari odvijajo. Ali pa v bistvu, da je imel od tega korist in zato bi lahko stal za tem. Nikoli nisem videl konkretnih dokazov za to, nedvomno pa je Erdogan imel od tega koristi. Takrat so tako evropski voditelji kot Združene države v bistvu rekli Erdoganu, glej, to lahko res izkoristiš kot priložnost, da ukrepiš in še bolj utrdiš svoje demokratične standarde. Veš, izkoristi ta trenutek, da resnično obnoviš turško demokracijo. Namesto tega se je Erdogan spravil nad kritike in disidente ter oblast centraliziral okoli predsedniške funkcije, torej v nasprotni smeri. Veš, v kolikšni meri je organizatorje državnega udara resnično pozval na odgovornost za to travestijo, je vprašljivo. Ne vemo, v kolikšni meri so se nedolžni pomešali s krivimi. Ampak poudaril bi tudi, da sta bila Gulen in Erdogan dve strani istega kovanca, kaj ne? Oba sta islamista, oba sta se na takšen ali drugačen način borila za nadzor nad Turčijo. In več kot desetletje sta sodelovala z roko v roki, v bistvu sta razgrajevala in napadala kemalistični in sekularni red v Turčiji. Ko pa sta imela različna mnenja glede vodenja in smeri, v katero naj bi šla Turčija, sta se spopadla med seboj. Zgodilo se je, da je Erdogan postal uspešen in je gibanje Gulen do neke mere potisnil na rob. Zdaj pa je oznaka sodelavec Fete ali terorist, s katero Erdogan označuje gibanje Gulen, pogosta žaljivka, ki jo pripišejo vsakemu kritiku in nasprotniku. In tako je priročen način, kako označiti Erdoganove sovražnike in jih nato preganjati. Kaj se je torej zgodilo z gulenisti v zadnjih 10 letih? Ali gibanje kot celota še vedno obstaja v neki obliki znotraj Turčije? To je dobro vprašanje. Fethullah Gulen je sam umrl tukaj v Ameriki pred nekaj leti.
Mislim, da je gibanje nekoliko v razsulu. Nisem povsem prepričan, ker je to zelo netransparentno in zaprto gibanje, kar zadeva način, kako opravljajo svoje vsakodnevne dejavnosti. Organizacija, koliko lahko vidimo glede njenih lovk v tujini, zunaj Turčije, je pravzaprav še vedno živa in aktivna. In vidim njihove organizacije v Washingtonu, ki prirejajo dogodke. So nekoliko bolj ponižni v svojem pristopu. V Turčiji, kot sem slišal, so bili resno zatirani, ampak to je velika mednarodna organizacija. In v kolikšni meri bo Erdogan ukrepal proti njim, še naprej ukrepal proti njim, bomo še videli. Ampak spet mislim, da Erdogan trenutno res ne skrbi za to, da bi to gibanje kakorkoli privedel pred odgovornost. To mu je koristno orodje, s katerim lahko madežuje vsakogar, ki kritizira Erdoganovo vlado in jim pripiše oznako terorista Fethullaha Gulena ali Feto, kot pravi turška kratica. In pri tem je bil zelo uspešen. Dr. Sinan Gidi, lepo, da ste z nami, da spregovorimo 10 let po tem poskusu državnega udara. Hvala, da ste bili z nami na I24 News English.